Nekomu izmed vas bom podaril ta telefon, si ga želiš, do konca si pogled video za več informacij, to je moja največja nagradna igra do zdaj. Pozdravljeni za na mojem kanalu. Poznate ta pregovor, malo denara, malo muzike? Res je, pri večini to drži. Če daš malo denara, ne dobiš najboljše stvari, je tak? Ni vedno res. V tem videu vam bom predstavil en primer, pri katerem to ne drži. Ste že slišali za blagovno znamko Realme? Oni delajo pametne telefone, vam povem po resnici, tudi jaz nisem slišal za njih nikoli, do zdaj. Ampak ko so mi poslali njihov najnovejši pametni telefon Realme GT 5G, sem se odločil, da ga moram predstaviti. Prvo seveda pogledamo škatlo. Moram priznati, da je škatla kar ogromna. Ne vem zdaj, če bo telefon tak veliki, ampak dvomim. No, zadaj imamo tudi napisane ene specifikacije, to bom se jaz lepo povedal, ampak koliko vidim, nam kar dosti obeta. Zdaj pa idemo kar odpreti. Ok, sem da bo težje to odpreti, ker veš pri enih se tako ustavlja. Hey, welcome to Realme family. Alo, kaka barva, jaz sem pričakoval neko bedno črno ali pa bedno modro, sivo. Racing yellow barva je to. Nora barva. Ko neki Lamborghini Juro zgleda. Noro, alo. Moram priznati, da dizajn na telefonu je svetovn, alo. To ni zadaj plastika ali pa steklo, kot pri telefonih. Tega še jaz do zdaj nisem videl. Zadaj je eko usnje, prav taki fini material. Se vidi, da kot da je veš, ono neki dragi telefon, ampak vam bom pol povedal, kakšna je cena. Tu se sigurno ne bo poznali vtisi, edino se bo tukaj, ampak tak si nabaviš pol ovitek, če si pameten, ne? Dajmo mi malo telefon na stran, pa pogledamo, kaj še dobimo zraven škatle. Tu sta po moje navodila pa to. To ti misliš. Zraven še dobiš ovitek za telefon. Povej mi, prosim, v komentar napišite, pri katerem telefonu si dobil ovitek zraven, brezplačno neke vrste. Povej mi, kje? Nisi. Vsaj jaz nisem, no. Ampak to mi je ful velika prednost, ker veš, take male stvari dosti štejejo, vsaj pri meni. Pri meni je tako, da ko dobim novi telefon, takoj letim v trgovino, preden ga sploh konkretno primem in si kupim ovitek za telefon, ker me preveč strah, da se bi to uničilo. Tukaj pa to sploh ni problem, ker si dobil zraven telefona ovitek. Noter v škatli še dobimo slušalke, zraven pa še dobimo super dart polnilec, torej ultra hiter polnilec. Poslušaj to, telefon se v celoti napolni od 0 do 100% v 35 minutah. Jaz osebno ne poznam telefona, ki se bi tako hitro napolnil. Gremo ta telefon zdaj usposobiti in prižgati. Vam pa moram povedati, da ta telefon ima 256 GB, obstaja pa tudi cenejša verzija, ki ima 128 GB. Telefon lahko odkleneš na 3 načine. Z obično kodo, ki imajo vsi telefoni, s prepoznavo obraza, ki je hudo hitra in dobro deluje, in pa tretja stvar oziroma tretja možnost, pa s prstnim odtisom, ki tudi 100% deluje, vse meni je deloval 100% in vedno. Telefon nima nobenega gumba, tako da prstni odtis je gor na ekranu in deluje brezhibno. Pri prstnem odtisu lahko spreminjaš animacije, imaš 8 različnih animacij in to izgleda približno tako. Evo, tu imamo take neke valove, imamo, da se dobesedno vidi naš prstni odtis, imamo taki prah, da gre ven, tako elektronsko stvarco, pač ogromno jih imamo na razpolago. Pri telefonu si tudi lahko nastaviš Always on Display, to pomeni, da samo enkrat stisneš na ekran, ti pokaže tvojo uro, 4 notificatione, datum in pa koliko imaš baterije. To se mi zdi velika prednost, da vedno ne rabiš vklapati telefona, ker ko ti 15krat ta vklopiš telefon, si ti zigre več baterije porabi, kot pa če bi imel Always on Display vklopljeno. Pri Always on Displayu lahko tudi si narediš edge lighting, to je, da se ti rob tak zasvetli lepo. Mene je to prav všeč. Ta edge lighting prav paše temu telefonu, ki je bolj taki športni telefon. Vse meni se zdi, moram priznati, da telefon se lahko primerja z najboljšimi telefoni, kaj so na marketu, torej najnovejšimi iPhoni, najnovejšimi Samsungi, najnovejšimi Huawei. Saj ima Samsung AMOLED ekran z osveževanjem 120 Hz. Mi gamerji pa vemo, da je to velika prednost, če imaš ti 60 ali 120 Hz. Scrollanje po Instagramu je dosti bolj smooth, že scrollanje po meniju je velika razlika, kot pa moj prejšnji telefon, ki ima samo 60 Hz. Najboljši iPhone, kaj se ga da dobiti, torej iPhone 12 Pro,
ima 60 Hz ekran, prav na smeh mi gre. Telefon, ki je 1200 € plus, ima 60 Hz. Pa vidiš, ta bistko ima 120, mislim, da sem vam dovolj povedal. Vemo pa, da se 120 Hz najboljše pozna pri gamingu. Moram povedati, da je to prava mašina za gaming. Resolucija zaslona je 1080x2400, kar je za gaming top. Srce vsake tablice, računalnika in telefona je procesor. In Realme GT ima procesor Snapdragon 888, ki je najboljši procesor na marketu za Androide. In to omogoča GT-ju, da je najboljša gaming mašina. Vsi, ki uporabljamo telefon tudi za gaming, vemo, da se telefon po dolgem času hudo face greje, če igramo neke zahtevne igrice. Ampak ne Realme GT. Telefon ima zelo dober hladilni sistem iz nerjavečega jekla. Proizvajalec pravi, da se segreje do 15 stopinj manj, kar je ogromno. Malo se zdi, ampak verjamem, da je ogromno. Pri Realmeju so se hudo potrudili, da bi ta telefon bil najboljši za gaming. Saj so ustvarili prav posebno aplikacijo za gaming, ki se imenuje GameSpace. V tej aplikaciji lahko izbiraš med Low Power Mode za gaming, Balance Mode ali pa Pro Gamer Mode. Mi valjda špijali na Pro Gamer Mode, zakaj? Ker smo pro gameri. V tej aplikaciji tudi lahko nastaviš, da si blokiraš notificatione ali pa blokiraš, da te doben ne more klicati, da te doben ne moti pri tvojem gamingu. To so take malenkosti, ko si jih lahko nastavimo, ki so na koncu pomembne. Še bolj pomembno je pa, da si pri tej aplikaciji nastaviš telefon, da ti bo deloval bolj optimalno pri gamanju. Zdaj pa gremo k zvoku. Realme GT ima stereo zvočnike zgoraj in spodaj, ima tudi podporo Dolby Atmosa, moram pa vam povedati, da je telefon hudo glasen. Dosti bolj glasen pa kot telefone, ki sem jih že uporabljal oziroma testiral. Poslušaj to. Ne, moram povedati, da je res glasen za telefon na nekem partiju, alo, sploh ne reči zvočnika. Zdaj pa gremo k kameri. Meni je pri telefonu kamera hudo pomembna, saj dosti z njo snemam in pa slikam za moj Instagram. Če še me ne followaš, me lahko followaš tukaj. Spodaj v opisu je. Telefon ima na zadnji strani 3 kamere. Čisto vse so od Sonyja, tada veš, da niso slabe. Glavna kamera ima 64 megapikslov, moram pa vam povedati, da dela hudo dobre slike, tu imajo tudi par primerov, ki sem jih sam slikal in sem hudo zadovoljen s to kamero. Pa imamo ultrawide kamero, torej široki kot. Ta kamera ima 8 megapikslov. Pa še makro kamera, ki še nisem dosti uporabljal, ima pa 2 megapiksla. To pa je lahko take stvari full od blizu slikaš in natančno. Zdaj pa še gremo k videu. Ta telefon podpira vse do 4K 60 frame na sekundo. In tudi tile posnetki so bili posneti s tem telefonom. No, tu vidite še en primer slow motion posnetka, torej počasnega posnetka. Pri kameri še imamo druge opcije, ko so movie mode. Pri movie modu izpade posnetek bolj filmsko in profesionalno. Imamo tudi expert mode, ker tudi lahko da slike bolj profesionalno, torej sam nastavlja svetlost, fokus, ISO, ampak to ni najbolj za mene, to je za tiste profesionalce. In pa svetovna stvar, ki se mi zdi, pa je text scanner. Lahko skeniraš tekst, torej iz knjige, iz plakata, iz dobesedno bilo kje. Če smo pa že pri snemanju, pa ima eno dobro funkcijo, je filter, kjer lahko izbereš samo eno barvo, kot je modra, zelena in rdeča, in ti bo samo njo prikazalo, drugo vse pa bo črno-belo. Ima še pa eno cool stvar, ki sem jo tudi prvič videl pri telefonu, vse jaz, napišite mi v komentar, če ste vi, ki je to videli, Dual View video. Pri Dual Video modu pa hkrati snema tvojo sprednjo kamero in tvojo zadnjo kamero. Hkrati. Veš kaj mislim?
Ne, tu je moja kamera, tu je telefon, tam je Oskar hodil, vse lahko snimaš, kaj, to je fajn za neke storije na Instagramu. Telefon ima tudi 5G, kot je pisalo na škatli, to ti omogoča hudo hiter internet, sem tudi sam testiral in je res, to se mi zdi ogromna prednost, vam pa ne povem, 5G ima za enkrat samo najdražji telefoni in Realme GT. Moram pa vam povedati, da sem telefon že uporabljal in vam povem, da baterija zdrži brez problema en celi dan in vam povem, da sem dosti jaz na telefonu. Si pišem, sem na Instagramu, sem na YouTubeu, baterija zdrži brez problema, to se ne rabi sekirati. Edina slabost, kaj pa je, da ni brezžičnega polnjenja. Mogoče bo pri naslednjem Realme telefonu, ampak me dobesedno s tem hudo hitrim polnilcom prepriča, da ne rabim brezžičnega polnjenja, ker 35 minut pa telefon 100% napolnjen. Zdaj pa še vam povedal moje osebno mnenje. Kot veste, sem že dosti telefonov testiral, od Samsunga, Huawei-a, imel sem že iPhone. Zdaj imam prvič Realme telefon. Vam povem, da nisem nekaj ful ogromno pričakoval, mislil sem, da bo to neki navaden, običen telefon, pač dober, ampak nič posebnega. Ampak sem se fej zmotil. Telefon je poseben za tako ceno, ko je. Dobiš dobesedno specifikacije najboljših telefonov, lahko rečem. Skoraj da najboljših telefonov, ja. Presenetila me je kamera, presenetil me je gaming experience. Nisem spovedal, da imam 4K 60 frameov na sekundo, da to lahko snemam videe s tem. Veste, kaj so flagship telefoni? To so oni top tier telefoni, najdražji, najboljši telefoni, kot so novi iPhoni, novi Samsungi. Bistvu telefoni, kot so na 1900 € plus. Mnogi pa pravijo, da je Realme GT flagship killer. To pomeni, da Realme GT v marsičem povozi top tier telefone, ta najdražje telefone. Vas zanima, koliko je cena? Malo razmislite, koliko zdaj vi mislite, da je cena. Jaz, ko sem slišal za te specifikacije in ko sem probal telefon, sem bil, to je 900 000 €, sigurno. Telefon je 600 €. Še vedno je dosti denarja, ampak za telefon, kjer dobiš te dobesedno, lahko rečem, top tier telefon, skoraj da, je 600 €. Zdaj pa še ena najboljša novica, ki ste vsi čakali. Telefon Realme GT bom podaril nekomu izmed vas. Nagradna igra bo potekala na mojem Instagram profilu JackInTheBoxSlo, ta dol v opis in se hitro followaj, če še nisi, ker tega ne smeš zamuditi. Nagradna igra se bo začela jutri, 29. julija in tega ne smeš zamuditi. Hitro idi na moj Instagram in počakiraj, kaj moš narediti. To je moja največja nagradna igra na tem kanalu v vrednosti 600 €. Ta tega ne zamudi, šeraj med prijatelje, ker tudi oni hočejo z njega sodelovati in dobiti ta svetovni telefon. To je bilo vse danes, če ste uživali v tem videu, ga lajkajte, idite na moj Instagram in TikTok profil, ki ga imate spodaj v opisu, idite me hitro followat. Drugače, tukaj se naročite na ta YouTube kanal in se vidimo na naslednjem videu. Uživajte!